Ženska panorama. Poroka ni za vse ženske. Pred volitvami tudi za resnično emancipacijo žensk. Gospodična Coco Chanel, vrla ženska, ne pa tudi vrla svetopisemska žena. Dvoje je mojih najljubših izrekov gospodične Coco Chanel, slavne francoske modne ustvarjalke, o dobrem okusu ali eleganci. Izreka mi ugajata predvsem zato, ker ne maram niti snobizma, niti lažne skromnosti. Prvi od obeh se glasi: nič bolj ne pokvari dobrega okusa kot to, če ga je preveč. Drugi izrek pa pravi: ne verjemite, da je dober okus poceni. Gospodična Coco Chanel je bila resnično zanimiva Parižanka. Ni imela le pomembnih prijateljev in ljubimcev, Pabla Picassa, Igorja Stravinskega in drugih. Pa tudi jih ni imela zato, ker so bili nekateri med njimi že slavni, drugi pa na najboljši poti, da to postanejo, temveč jo je pri njih zanimalo predvsem to, kaj mislijo, kaj delajo, kaj ustvarjajo, pa tudi kaj lahko sama sprejme iz zakladnice njihovega duha in kulturnega bogastva. Morda je bila prav zaradi tega zagrizeno samska, večna gospodična. Bila je ponosna gospodična in zahtevala je, da jo tako tudi kličejo, še pri skoraj 90-ih. Rodila se je v revščini. Kot sirota pa je imela v samostanu vsestransko odlično katoliško vzgojo, ki je izoblikovala smisel za veliko kulturo, vztrajnost pri ustvarjalnem delu, estetski okus in krščansko ljubezen. Torej, ljubezen do vseh ljudi, ne le do peščice najmočnejših. Svoja modna oblačila, nekateri so jih imenovali modernistična, očitno pod vplivom filozofsko razumljenega modernizma v njenem času, je v veliki meri ustvarjala prav pod vplivom svoje samostanske vzgoje. Na primer, za brezčasno modno malo črno, seveda obleko, kot je na primer večno modna antična tunika, jo je navdihnil prav samostan, v katerem je odraščala. Zato njeno slavno malo črno obleko, nič manj kot je na primer v moški svečani garderobi slaven frak, so jo navdihnile enostavne, elegantne in lepe uniforme nun v njenem samostanu. Se je med nunami gospodična Coco Chanel navzela tudi ljubezni do osebne svobode, brez večne moževe komande nad vsem svojim življenjem in delom? Se je Coco Chanel poleg odličnih modnih navdihov v samostanu navzela tudi ustvarjalne svobode? Saj so za poročeno, genialno nadarjeno in ustvarjalno žensko resnično veliki ustvarjalni dosežki predvsem nedosegljivi, če jo mož neprestano opominja, kaj je pravo poslanstvo svetopisemske vrle žene poročene. So Coco Chanel prav revolucionarno, feministično še najbolj navdihnile prav nune v njenem samostanu? Dejstvo je, da je postala prava meka za najbolj dosledne feministke v dosedanjem času. Feminizem že celo večnost ni nič novega, sploh pa ni nikakršen izum marksizma in leninizma. Kar zadeva Slovence in Slovenke, pa o povezanosti katoliškega in marksističnega feminizma največ povedo romani pisateljice Marije Kmet, ki je bila več let učiteljica v Trstu, tudi, še vedno,
ene najboljših slovenskih modnih novinark. Da, samostan je močno vplival na modno genialno ustvarjalnost Coco Chanel, če smo dosledni v svojem sklepanju o vzrokih in posledicah njene silne želje po svobodnem življenju in delu oziroma ustvarjanju. Ko so Coco Chanel novinarji še dolgo po koncu druge svetovne vojne spraševali, kaj je v njenem življenju edino resnično, je odgovorila, da samo legenda. Poslej je niso več morili z neumnimi vprašanji, ampak tega miru ni dosegla kar naenkrat. Coco Chanel si je z izjavami novinarjem o svojih velikih, vsestransko pomembnih uspehih sama ustvarila legendo o uspešni moderni ženski, vsem delovnim in delavnim ženskam za zgled, od navadnih prodajalk do slavnih umetnic in znanstvenic, od samskih, poročenih in mamic, od srečnih ljubezni ali pa tudi ne. Vsekakor pa bi moral biti največji cilj v življenju ženske, vsaj po prepričanju gospodične Chanel, njeno uspešno delo in z njim čim večja uveljavitev v družbi. Ženska se mora truditi, da bo, na primer, najboljša trgovka, najboljša učiteljica, najboljša zdravnica, pa še očarljiva povrh vsega, najraje v oblekah male šivilje Coco Chanel. To legendo je gradila v svoji slavni pariški modni hiši Chanel in ta legenda je gradila novo žensko po vsem svetu. Amen. Trnovo pot, da je dosegla ta svoj veliki modni ustvarjalni cilj, je gospodična Chanel najraje skrila, še zlasti pred novinarji, ki so jih pri njej zanimali skoraj samo njeni škandali. Spraševali so jo, zakaj skriva svoje velike osebne neuspehe, saj je v resnici zaradi svoje pohujšljive preteklosti ostala samska, večna stara gospodična. Skoraj vsi njeni ljubimci pa so se poročili z njenimi bolj poštenimi tekmicami iz poštene družbe. Zafrkavali so jo številni novinarji, prav nesramno, ker so sumili, da je sodelovala z nacisti, predvsem zaradi njene največje nesrečne ljubezni, nekega Angleža, ki jo je zapustil zaradi bogate, zelo znane angleške plemkinje, mlade, še bolj pa lepe. Novinarjem je Chanel odgovarjala enako brez dlake na jeziku, kot so jo oni spraševali, da nikogar ne zanima resnica o njenem življenju, da nikogar pod milim nebom ne zanima, kako srečen je bil tisti njen Anglež po poroki s svojo bogato plemkinjo. Ker je bogatih in lepih plemkin v Angliji, kolikor kdo hoče. Gospodična Chanel pa je ena sama, pa še ta je v Parizu, ne v Angliji. Frančiška Butolo.